Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Blizu Ženeve, na meji med Švico in Francijo, deluje ena največjih in najuglednejših raziskovalnih ustanov na svetu. Evropska organizacija za jedrske raziskave, CERN, je v preteklih desetletjih postala pojem vrhunske znanosti, revolucionarne tehnologije in učinkovitega mednarodnega sodelovanja. Ta znanstveni biser, v katerem deluje več kot 10.000 znanstvenikov iz številnih držav, obdaja podeželje, v daljavi pa se vidijo mogočne Alpe, kar daje kompleksu poseben čar. Velikost CERN-a je enako impresivna kot njegova lokacija. Glavno območje, ki se razprostira na obeh straneh francosko-švicarske meje, je pokrito z obsežnim kompleksom stavb, laboratorijev, pisarn in delavnic. Na eni od zgradb denimo piše tovarna antisnovi, drugje zgolj pospeševalnik znanosti. Vendar najimpresivnejši del CERN-a ni na površju, ampak pod zemljo. To je veliki hadronski trkalnik, LHC, največji in najmočnejši pospeševalnik delcev na svetu. Znanstveniki v CERN-u se trudijo nadzorovano ustvariti ekstremne razmere, da bi bolje razumeli zakonitosti delovanja narave. V skrajnih razmerah se namreč odvijajo nenavadni pojavi, ki jih želijo fiziki zaznati in čim natančneje opisati. Vendar ekstremne razmere tu ne pomenijo le okoliščin, ki jih v vsakdanjem življenju nismo vajeni. V eksperimentih želijo ustvariti razmere, ki niso nenavadne le za nas na Zemlji, temveč tudi širše v vesolju. Pospeševalnik delcev v CERN-u velja skupaj z detektorji za enega največjih in najbolj zapletenih znanstvenih instrumentov, ki jih je zgradilo človeštvo. Njegova cev se nahaja v krožnem 27 km dolgem predoru, ki so ga zgradili več 10 metrov pod zemljo. Iz cevi je izčrpan skoraj ves zrak, njena notranjost pa je ohlajena na -271,3 stopinje Celzija, kar je približno 2 stopinji nad absolutno ničlo in stopinjo manj od temperature globokega vesolja. Izjemno nizko temperaturo potrebujejo za vzdrževanje superprevodnosti magnetov, ki so ključni za usmerjanje delcev. Pri tej temperaturi začnejo magneti delovati tako, da prevajajo električni tok brez upora in s tem brez izgube energije. Vendar potrebuje CERN za doseganje nizkih temperatur in upravljanje eksperimenta še vedno toliko električne energije kot majhno mesto. Morda se sliši nenavadno, a v ceveh morajo vzdrževati izjemno nizke temperature, da strki hitrih delcev lahko ustvarijo izjemno vročino. Cilj največjega CERN-ovega eksperimenta je nadzorovano vzpostaviti razmere, ki so bistveno bolj vroče od tistih v središču Sonca. Ko v cevi vbrizgajo gruče protonov, jih močno pospešijo. Majhna gruča protonov ob tem prejme energijo, ki je primerljiva z energijo hitrega vlaka. Čeprav gre za skupek zelo majhnih delcev, so tako zelo hitri, da prenašajo energijo, ki ni majhna niti za naše vsakdanje razmere. Zaradi izjemne energije je treba gibanje paketov še posebej skrbno upravljati. Takoj, ko instrumenti zaznajo kakršnokoli odstopanje od natančne poti žarka, se paketi preusmerijo na posebno tarčo, kjer se nadzorovano ustavijo. Na 4 mestih velikega obroča znanstveniki pakete protonov nadzorovano trkajo. Ob vsakem čelnem trku gruče protonov se jih nekaj 10 tako močno raztrešči, da na mestu trka ustvarijo ekstremne razmere, ki so podobne tistim v vesolju takoj po velikem poku. Energija, ki se izloči ob trku izjemno hitrih protonov, omogoči nastanek novih delcev. Kaj vse lahko nastane v takšnih ekstremnih okoliščinah, poskušajo znanstveniki ugotoviti z ogromnimi detektorji, ki so primerljivi z velikimi stavbami. Najlažje si te ogromne podzemne instrumente predstavljamo kot kamere, ki nenehno snemajo, kaj se dogaja na mestu trkov. V detektorjih nastaja ogromna količina podatkov, pri čemer posebni algoritmi shranjujejo le najbolj zanimive dogodke. A že teh nastane za približno en običajen računalniški disk vsako minuto. Znanstveniki nato meritve analizirajo in poskušajo ugotoviti, kakšni delci so nastali ob trku in kakšne lastnosti imajo. Eden največjih uspehov je bil, ko jim je uspelo pokazati, da lahko nastanejo tudi Higgsovi bozoni, ki jih predtem še niso opazili. Obisk CERN-a je vsekakor izjemno doživetje.
Še posebno v obdobju, ko pospeševalnik ne obratuje in se je mogoče spustiti tudi pod zemljo ter si od blizu ogledati katerega od detektorjev. Prihod v mogočno podzemno dvorano, v kateri je velikanska merilna naprava, je podobno vznemirljiv kot prvih nekaj minut filma Angeli in demoni, ki se prav tako dogaja pod površjem CERN-a v bližini največjega detektorja. Za varnost je res skrbno poskrbljeno, saj se vrata v podzemlje raziskovalcem in tehnikom dejansko odprejo šele po skeniranju očesne zenice. V CERN-u pa niso navdušujoči le zelo zmogljivi znanstveni instrumenti ter napredna tehnologija, ki jih poganja, temveč tudi znanstveniki, ki znajo svoje delo in zapleteno delovanje naprav jasno in nazorno predstaviti. Obiskovalce po zgradbah in podzemlju CERN-a popeljejo kar sami raziskovalci, ki znajo res izvrstno opisati svoje raziskave in pri tem izkazujejo veliko navdušenje za znanost. Pred kratkim so ob vhodu v CERN odprli tudi novo stavbo, v kateri deluje znanstveni muzej. Privlačno zgradbo, ki je vizualno in funkcionalno usklajena z okoliškimi poslopji, je zasnoval arhitekt Renzo Piano, poimenovali pa so jo CERN-ova vrata v znanost, CERN Science Gateway. Vstopnine ne zaračunavajo, zato si vsakdo lahko ogleda zanimive interaktivne razstave ter obišče znanstvene predstave, delavnice in predavanja. V CERN-u tako ne gojijo le vrhunske znanosti, ampak znajo znanost in navdušenje za raziskovanje delovanja narave vrhunsko predstaviti tudi javnosti. To je bil podcast Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.